Gospodar moj, na te vedno se zanesem, obračam ti se javno, naj me slišijo, da še klesem. Nisem besen, lahko prenesem vse izkušnje, v svetu kapitala ni časti, postali smo lutke, zaviti v tišino, borimo se za službe. Zdaj trenutno smo na promociji predstavitve novega albuma Zlatkota, ki mu je naslov Svoboda. Kako to, da ste vi tudi tu? Ja, že sam naslov je povedan, no. Mislim, da prav ta pojem svobode je dostikrat zdaj v teh časih zlorabljen, ne. Vemo pa, da se jo krepko nažira, ne, tudi s pomočjo trenutne oblasti, pa tudi širše. Jaz pa udeležil sem se, tudi na povabila Zlatka, ne, sva se v zadnjem letu in pol malo bolj tudi spoznala, no, meni je on iskren človek, to sem rekel že večkrat, brez neke trohice hudobije, ne glede na to, kaj se o njem poroča ali dogaja. Sem prišel na promocijo izraziti tudi neko podporo, poslušam tudi njegovo muziko in to je to. Morda razmišljate tudi o kakšnem skupnem političnem sodelovanju oziroma sodelovanjem na političnem parketu? Ja, ne vem, no, saj Zlatko mislim, da je že večkrat rekel, da ga niti ne zanimajo neke politične vode, ne, da on se vidi bolj kot nekega aktivista, nekega mogoče vzornika tudi mlajšim generacijam in vsem. Tako da to morate pol njega vprašati, ne. Vi bi ga imeli, no? Ja, saj sem mu to že rekel, ne, to ne pa on pove pol kaj pa kako, ampak jaz mislim, da je on bolj na tem umetniškem področju sebe vidi tudi v prihodnje. Zakaj pa ne, saj dobre stvari dela in vsak naj dela tisto, za kar živi oziroma za kar čuti. Življenje je lepo, vztrajati je vredno, vedno pravi čas za spremembe, potrebno so dejanja, ne besede. Diamanti, rastemo iz bede, zlato so nam srca, pa sijemo kot zvezde. Ostanite pa poserjeni na svojo pot. Zlatko Motov je še vedno svet je lep. Kaj ti meniš? Je zate tudi še vedno lep ta svet? Ja, z Zlatkotom na tem svetu je malo lepši, pa daje malo več upanja. Definitivno pa ne vem, če bi se lahko v vsej meri strinjala, no. Svet je kar temen prostor postal. Ja. Na kakšen način si ga ti svetliš poleg Zlatkotovimi pesmimi sklepom? Zlatkotovo novo plaščo Svoboda, drugače pa z muziko, tako kot on. To mi je edini spas ta moment, da se lahko izrazim in da najdem svetlobe noter. Zdaj albumov je naslov Svoboda. Kaj je zate svoboda? Da nisi omejen v svojem samo bitju, da lahko živiš, da je čas v tvojih rokah in da imaš prostor se svobodno gibati in izražati. To je. In to imaš? Ja, hvala Bogu. Ne mi vzeti, prosim. Danes si parkrat ponovil, svet je lep. Torej, ne glede na vse, kar se ti je zgodilo v tem letu in 9 mesecih, še vedno misliš tako? Definitivno, ker jaz svet vidim resnično kot prostor, kjer lahko naredimo blaginjo za vse. Ampak resnično v to verjamem. Samo, da bi zdaj jaz rekel, da je svet grši zaradi tega, ker imamo mi nedemokrate na oblasti, nikakor, nikdar. To je vse izkušnja, to je vse, jaz verjamem v nek način, verjamem v usodo. Jaz se nisem mogel temu izogniti. To je tako moglo biti in na to jaz nažalost nimam vpliva. Je pa tudi zaradi tega nastal zdaj tale album, ki ga imaš v roki, a ne? Ja, albumček ni bil v planu. Zdaj sem se hotel malo pohecati, tako kot otroci, ne. Vendarle, Julijan Mak je bil resnično planiran kot zadnja plata. Želja je bila, da snemam za njega videospote, posnel sem jih cirka 7 in tudi naprej jih mislim snemati, tudi za nazaj, pa tudi za naprej. In vse, kar sem hotel delati, je nastopati in mogoče napisati na vsake toliko cajta tekst, kakšen dober tekst za nekega drugega izvajalca. Ker sem prišel do spoznanja po izgorelosti in vsemu temu, kar me je doletel, da če bom ustvaril samo takrat, ker bo res gorel v meni. In ja, cajti niso bili glih taki, ampak gorel pa je v meni in zdaj sem ugasnil ta ogenj.
Hočeš reči svobodo, si ta ogenj ugasnil. Ja, tako. Zgodi se pač nek moment, kjer ne moreš reči ne in pregrizne svoje besede, nikoli ne reci nikoli. Jaz sem verjel v to, da bo Julijan Mah zadnja plata, ampak zgodilo se je obratno, tako da to je to. Verjetno bojo pa oboževalci veseli, da se je to zgodilo, no, kolikor seveda niso bili veseli, da se je tebi dogajalo to, kar se ti je, a ne? Ja, jaz lahko rečem, da nikoli v življenju nisem imel takšne podpore strani ljudi, ne poslušalcev, ljudi, ki me nasplošno spoštujejo, ampak nikoli nisem imel takšne podpore, pa da nisem bil toliko deležen takih sladkih izgovorov, kar je tudi zabavno. Seveda pa jaz sploh nisem jezen na ljudi, ampak samo dejansko stanje trenutne družbe, v kateri živimo, je pa tako, kakršno je. In to ni demokracija, to ni svoboda. Da se nekdo, ki meni pomaga nekaj ustvariti, ne upa podpisati pod svoj izdelek samo zato, da ne bo imel v bližnji prihodnosti zapletov za svojo službo. Ja, to se dogaja in zaradi tega smatram, da svojo nalogo kot umetnik opravljam v redu, ker nastavljam resnično ogledalo družbi in ponavljam še enkrat, zato nisem jezen na posameznike v družbi, ampak sem jezen ne na sistem, ampak na vse nedemokrate, ki dobro vejo, kaj počnejo. Dolžnost, da sem dober mož, dober oče, dober državljan, dober pesnik, dober sosed. Pozivam sam na dobro, ker je ogromno slabega. Moja dejanja govorijo, kdo je zlatan.